Danes bom govorila o samozdravljenju. Zakaj? Zato, ker ima vsak izmed nas v sebi modrost in znanje samozdravljenja. Čemu seveda damo možnosti, priložnosti in način življenja, da se to lahko dogaja. Ljudje, ki kršijo naravne zakone, ljudje, ki kršijo zakon brezpogojne ljubezni, si seveda škodujejo. In kakor naše telo, naša duša, naše misli zbolijo, tako lahko tudi naše telo in naše misli ozdravijo. Vse tiste rane, vse tiste zmote in zablode našega življenja, če nismo upoštevali naravne zakone, matematično logiko in nenazadnje tudi Božje zakone. Otroci se učijo od svojih staršev, kasneje od prijateljev, vrstnikov iz vrtca, osnovne šole, srednje šole. Tudi kaj se učijo, kaj prebirajo, kaj slišijo in kaj posnemajo. Zato ni čudno, da sem jaz osebno pri 29 letih bila na robu svojega življenja. Če pomislim na svoje življenje tedaj ali na življenje sedaj, lahko rečem, da sedaj živim, takrat pa sem umirala. Po kapljicah. Iz dneva v dan sem se slabše počutila. Do trenutka, ko sem dobila sporočilo od svoje mamice, ki je zapustila svoje zemeljsko življenje zaradi kršenja številnih zakonov Božjih, naravnih, že pri svojih 53 letih. Sporočilo je bilo res jasno. Ne hodi po moji poti. Ne išči odrešenja in ozdravljenja, da ješ tablete, da hodiš iskat zdravje k zdravnikom, da iščeš srečo v raznih dodatkih k prehrani in odpuščaj ter smej se. Ta sporočila so me presenetila, vendar so mi segla v srce. In moje življenje se je pri 30 letih začelo drastično izboljševati. In še vedno se izboljšuje. Zakaj? Zaradi tega, ker je cilj življenja biti zdrav, živeti v radosti, biti kreativen, biti v lepih medsebojnih odnosih. To je načrt našega stvarnika, ki pa je žal velikokrat kršen zaradi neznanja, zaradi vere v navodila drugih ljudi, zaradi sistemskih rešitev, zaradi, ne bi danes o tem. In vendar imamo vsi vsak svojo osebno pravico in odgovornost, da si izbiramo način življenja, da si izbiramo pot, v kateri bomo hodili.
in da drugi spoštujejo naše ustavne pravice, da jih ne kršijo, da nam pustijo svobodno voljo, da mislimo, kar mislimo, da jemo, kar jemo, da jemo tista zelišča, za katera smatramo, da nam bojo koristila, da posegamo po zdravilih takrat, ko nimamo znanja ali vere v tisti način zdravljenja, ki omogoča ozdravljenje brez zdravil, brez farmacije, brez vplivov okolja. Vsak ima pravico do samoodločbe, na kakšen način bo živel. Dar življenja, ki ga dobimo z rojstvom, je darilo od našega stvarnika. In kaj bomo s tem darilom v življenju delali, je odvisno predvsem od tega, koliko imamo znanja o življenju, koliko imamo modrosti, kako lahko živimo na tej zemlji in vendar nismo od te zemlje. Vsakič, ko kršimo katerikoli zakon, naravni, božji, to telo, naše misli, naša duša občuti. In če želimo živeti, moramo najti način ozdravljenja. Osebno sem dolgo časa spoštovala in cenila vse nasvete od zdravnikov. Mami me je dala seveda cepiti, ko sem imela kakšen nahod, gripo, pljučnico, sem jedla antibiotike. Ko so mi zdravniki svetovali to in ono, sem tudi to naredila. Dokler ni prišlo do tiste točke, ko sem se morala odločiti, ali bom živela 50 let, 40, ali bom živela dlje kot moja mami, kot moj oče, kot številni moji sorodniki. Ali imam življenje na prvem mestu, ali imam poslušnost do sistema in do nasvetov sistema na prvem mestu. To je bila moja osebna odločitev. In ker sem imela čudovito hčerko, sem se morala odločiti za življenje, da ne bi ostala sirota, ker smo živeli tedaj sami. In ta ljubezen do moje hčere mi je odpirala vrata v nova spoznanja. Odpirala so se mi vrata do novih knjig, do novih znanj. In srkala sem, učila sem se. Velikokrat sem napačno razumela določene nasvete. In to učenje je bilo za mene dragoceno. Otrok, ki se uči hoditi, tudi pade. Pa ne obupa pri prvem padcu, tudi ne pri drugem, tudi ne pri tretjem. Slej ko prej shodi. Tudi jaz sem se učila in shodila. Velikokrat sem razmišljala tako, kot ni bilo dobro za mene dolgoročno. A vendar je moja želja v meni po življenju bila močnejša. In telo ima moč in znanje nekje skrito v naših celicah. In ko mu damo možnosti, da se jih dotakne ta naravna moč samo ozdravljenja, se to zgodi. To niso čudeži.
To je nekaj, kar je naravno, kar nam je dano. Smo zdravi, to je Božji načrt. Ni pa Božji načrt trpljenje, niti ne bolezni, niti ne smrt. To ni Božji načrt. Božji načrt je radost, ljubezen, skupnost ljubečih ljudi, srečne družine, srečni, zdravi otroci, obilje, veselje. To je Božji načrt. Vse ostalo je kršenje Božjih zakonov. In kdorkoli jih krši, kdorkoli dela škodo nedolžnim, nevednim otrokom, ljudem, naivnežem, si piše sodbo sam. Karkoli dobrega storimo, komurkoli na tem svetu storimo, za vse nas, zase in za bližnje. Če naredimo karkoli slabega, naredimo to tudi sebi in seveda bližnjim. Zato je tako pomembno, da spoznavamo modrosti življenja, zdravja, modrosti Božjih zakonov, naravnih zakonov, matematično logiko. Zato je tako pomembno, da Društvo za srečno življenje Belis, ne glede na situacije, ki smo jih imeli vsa ta leta, deluje z edinim ciljem: spodbujati srečo, zdravje, veselje, ljubezen in samozdravljenje. In odprite se temu samozdravljenju, ki je zastonski dar dobesedno iz neba. In to je brezpogojna ljubezen, to, kar je vodilo prve alineje 9. člena našega statuta. Odprite se ljubezni, ne škoduje, nas odrešuje in ozdravlja. In zaupajte, da imate v sebi moč same ozdravitve. Hvala lepa za vašo pozornost.